Politiki v parlamentu Velike Britanije so včeraj na glasovanju podprli predlog, da bi Evropsko unijo prosili za odlog Brexita. To pomeni, da Velika Britanija iz Unije najverjetneje ne bo izstopila 29. marca, kakor je bilo predvideno, saj se ne morejo dogovoriti, kakšna pravila bodo veljala, ko se bo to zgodilo. Politiki se o tem že nekaj časa prepirajo. Kako vse skupaj dojemajo ljudje na otoku, pa zdaj sprašujem posebnega poročevalca naše televizije Adriana Bakića. Pozdravljen. Živjo, ljudje tu so precej zaskrbljeni, ker ne vedo, kaj se bo zgodilo z njihovo državo. Odločitve politikov lahko vplivajo na njihove službe, pa recimo na cene hrane in pijač v trgovinah. Ljudje tu v Veliki Britaniji si želijo, da bi čim prej izvedeli, ali bodo ostali v Evropski uniji ali ne. Politiki so včeraj izglasovali, da bodo zaprosili za odlog Brexita. Kaj bo drugače, če Velika Britanija zapusti Unijo čez 3 mesece? Politiki se 2 leti niso mogli dogovoriti, kako naj izstopijo in kakšen odnos z Evropsko unijo naj imajo v prihodnje. Ker je 29. marec datum, ko naj bi Britanci izstopili iz Evropske unije, tako blizu, država pa še ni pripravljena, bodo zaprosili za preložitev datuma. A veliko se verjetno ne bo spremenilo. Adrian, kaj je to irsko varovalo? Irsko varovalo je največji trn v peti med Britanci in Evropejci. Meje med državo Irsko in Severno Irsko, ki je del Združenega kraljestva, zdaj, ko sta obe državi še v Evropski uniji, ni. In da bi tako tudi ostalo v prihodnje in ljudje ne bi imeli težav pri prečkanju meje, je Evropska unija predlagala, da bi Severna Irska ostala del Evropskega trga. Združeno kraljestvo pa temu ostro nasprotuje. Zakaj si, če se politiki ne morejo dogovoriti, enostavno ne premislijo in ostanejo v Evropski uniji? Zato, ker so Britanci to izglasovali na volitvah leta 2016, ko so pričakovali, da bodo politiki njihovo voljo izpolnili. Nekateri ljudje so se v tem času sicer premislili, a kar nekaj Britancev si še vedno želi, da bi država zapustila Evropsko unijo. Politika ima sicer še vedno tudi možnost razpisati še en referendum in ljudi ponovno povprašati, kaj si mislijo o tem, a o razpisu novega referenduma se politiki za zdaj niso uspeli dogovoriti. Hvala, Adrian, za pojasnila in lep pozdrav.